Prodaja Mercatorja, največje trgovske verige v Sloveniji, je v minulih 2 desetletjih postala ikona razprav o privatizaciji, politični in socialni simbol, orodje obtoževanj. Mercator. Zakaj imamo danes kmetijstvo in prehrambeno industrijo v težavah? Ker je nekdo prodal in privatiziral Mercator. Plovba. Kdo? Zakaj nimamo več slovenskih ladij? Ker je nekdo prodal Mercator. No, prodaja Mercatorja je v preteklosti že močno razburkala predvolilno kampanjo, najbolj leta 2014, ko je v 9. poskusu prodaja našega največjega trgovca hrvaškemu Agrokorju tudi uspela. Nekaj več kot 53% delež je podjetje kasneje propadlega tajkuna Ivice Todorića kupilo za 172 milijonov evrov. Agrokor je želel 100% lastništvo, za kar je bil pripravljen plačati 544 milijonov, a se je leta 2017 finančno zlomil pod težo milijardnih dolgov. Ker je grozil verižni zlom gospodarstva v regiji, je hrvaška država s posebnim zakonom Lex Agrokor prevzela nadzor nad podjetjem, upravljanje pa krizni menedžerji in upniki, ki so Agrokor preoblikovali v Fortenovo Group. Ta je leta 2022 postala edini lastnik Mercatorja. A vrnimo se v leto 2014. Mnogi so takrat opozarjali, da smo slovenski nacionalni interes prodali prepoceni. S prstom so kazali na tedanjo predsednico vlade Alenko Bratušek, ki je v svoj bran večkrat ponovila, da je bil Mercator prodan že leta 2005, prodal pa da ga je Janez Janša. Avgusta leta 2005 sta namreč v pisarno tedanjega premierja Janše prišla Igor Bavčar in Boško Šrot, takrat šefa Istrabenza in pivovarne Laško. Tema pogovora pa nakup državnega lastniškega deleža Mercatorja. 3 tedne kasneje sta Istrabenz in Laško postala lastnika Mercatorja, leta 2009 pa je Pahorjeva vlada z zakonom o jamstveni shemi onemogočila reprograme kreditov in zgodbe so se začele sesuvati. Šrot je za poplačilo dolgov želel prodati Mercator, politika mu je to preprečila, zaprla denarni tok. 2 leti kasneje je država še enkrat preprečila prodajo najboljšega soseda, cena za delnico pa je padala z več kot 300 na 86. Gre torej za kompleksen postopek prodaje, močno prepleten z gospodarskimi in političnimi interesi, ki so prevladali nad nacionalnim. Vlekel se je od leta 2005 do leta 2014 skozi obdobje 4 vlad, torej zato izjavo premierja Goloba, da je Janševa vlada prodala Mercator, označujemo s previdno. No, duel o privatizaciji se je nadaljeval. Golob je na soočanje prinesel seznam iz leta 2007 in naštel vrsto podjetij, ki jih je, kot je dejal, prodala Janševa oziroma Janševe vlade. Bomo začeli šteti, kaj vse je bilo na seznamu, od tega več kot pol prodano. Uradni dokument leta 2007. Ne boste vi meni o privatizaciji govorili. Vsi, slovenska industrija jekla, tik pred zlomom. Kdo ga je prodal? Kdo je prodal Rusom? Janez Janša. A bežno. Nova kreditna banka Maribor. Čigavi last je danes? Madžarski. Bom naprej. Pa kdo je prodal? Bom naprej. Peko tovarna, Snežnik, Inkos. Gremo po vrsti. Slovenska industrija jekla. Leta 2007 je to jeklarsko družbo prodala Janševa vlada po mnenju Računskega sodišča prepoceni. Prav tako leta 2007 je država v prvi fazi privatizacije prodala 49% delež NKBM. Leta 2013 je banko dokapitalizirala in vnovič vzela pod okrilje. Cerarjeva vlada leta 2016 pa jo je dokončno prodala ameriškemu skladu Apollo in Evropski banki za obnovo in razvoj. Potem pa jo je leta 2021 v času 3. Janševe vlade kupila madžarska banka OTP. Tržiški Peko. Leta 2013 ga je Janša skušal prodati Hrvatom, a neuspešno, zato je ta nekdanji obutveni velikan leta 2015 končal v stečaju. Podjetje Snežnik ni bilo prodano tujim ali zasebnim investitorjem, temveč je ostalo v državnem lastništvu kot del Slovenskih državnih gozdov, podjetja, ki upravlja z gozdovi Slovenije. Tudi krmeljski Inkos ni bil prodan, pač pa je propadel, njegovo premoženje je bilo delno prodano iz stečajne mase. No, mi smo pregledali celoten seznam vseh 65 podjetij torej in ugotovili, da je bilo v letih 2007 in 2008 v času prve Janševe vlade prodanih 9, v času vseh vlad Janeza Janše pa ne več kot polovica, zato Golobova izjava ne drži.
Še o stanovanjih, ali mlada družina danes lahko pride do svojega stanovanja? Načeloma bi lahko prišli, če bi ta stanovanja bila že zgrajena, ampak jih niso gradili pred nami. Mi smo jih začeli graditi. Koliko svojih ste podprli zdaj? No? Mi smo jih začeli graditi in danes jih že odpiramo tista, ki so štartala gradnja v tem mandatu in se tudi zaključi v tem mandatu. Še več, ker trenutno teče, pa pred enim tednom sem bil v soseski v Ljubljani, med drugim. Pred 14 dnevi v soseski v Kranju. Tisti projekt se je začel, po moje, še v mandatu pred našo vlado. Glejte, slišali smo vas pa ministra Mesca, ko sta cenkala takole 3000, 5000, ne 6000 jih bomo. Še nobenega v tem mandatu niste zgradili, ki bi bil začet projekt v tem mandatu. Golob je govoril o odprtju ljubljanske stanovanjske soseske Zvezna ulica. V njej je 87 javnih najemnih stanovanj. Graditi so jih začeli leta 2024, vrednost investicije znaša dobrih 13 milijonov evrov. Otvoritev je bila 5. marca letos. Vlada je finančno v projektu sodelovala posredno, gradnjo je namreč v celoti financiral javni stanovanjski sklad mesta Ljubljana, a je, kot je razvidno iz javnih dokumentov, projekt pokrival z likvidnostnim kreditom, ki bo pokrit po pridobitvi kredita SID banke, in to je ta posredna pomoč države. Janševi izjavi, da ta vlada ni začela in dokončala niti enega stanovanjskega projekta, dajemo previdno. Kaj pa je prvak SDS-a povedal o zamaških? Prej sem rabil 2 minuti, da sem tole odšraufal, ker smo se ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi zapletli v regulacijo. Zdaj, ključna inovacija zadnjih 2 let je pritrjen zamašek, medtem ko v Ameriki razmišljajo o tem, da bodo poslali raketo na Mars. Drži, da ima Evropa problem konkurenčnosti, ki je povezan s pretirano regulacijo in administrativnimi ovirami, pojasnjuje pravnik Marjan Kos, a ob tem dodaja. Na drugi strani ne gre zanemariti dejstva, da prav v zvezi s svojo regulacijo Evropska unija na nekaterih področjih deluje kot neke vrste pionir in da se pojavlja tako imenovana evropeizacija oziroma ta bruselski efekt, kjer se dejansko standardi recimo na področju okolja, na področju varstva zasebnosti, osebnih podatkov, na področju varstva potrošnikov implementirajo tudi v državah izven Evropske unije, zaradi tega, ker gre za neke višje standarde in tukaj v bistvu Evropska unija deluje zelo pozitivno. Tudi Janševo izjavo o zamaških smo zato označili s previdno. Dejstva lahko berete tudi na 24ur.com, nova preverjanja pa že jutri v živo med zadnjim predvolilnim soočenjem.